Na 7. sejmu izobraževanja in poklicev Informativa so predstavili več kot 200 izobraževalnih programov za bodoče dijake in študente. Na sejmu so obiskovalci dobili informacije o poklicih in možnostih izobraževanja v Sloveniji in tujini. Informative so se udeležili tudi osnovnošolci in dijaki Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Na zavodu ponujajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in več ravni srednješolskega izobraževanja. Imamo nižje poklicno izobraževanje, potem pa imamo prilagojen program enakovrednega izobrazbenega standarda, in sicer v poklicni izobrazbeni standard, poklicne šole, potem imamo poklicno-tehnično, to pomeni 3+2 šolanje, in potem imamo srednje strokovno izobraževanje. Naši dijaki se lahko izobražujejo v poklicih tekstilstva, lesarstva, strojništva, grafike in medijskega tehnika. Pozabila sem še računalničarja oziroma računalniški tehnik, ki je zdaj precej aktualen. Med priljubljenimi poklici sta po besedah socialne delavke zavoda tudi poklica grafika in mizarja. Nekateri osnovnošolci, ki so stopili pred našo kamero, že vedo, kaj bi želeli delati, drugi se še niso odločili. In rada bi nadaljevala. Osnovnošolko skrbi, ali bo našla zaposlitev, zato že zdaj razmišlja o tem, da bo morda delo iskala v tujini. Srednješolci so svoj poklic večinoma že izbrali. Mogoče bo prišla v službo, ali pa mogoče študira, se še ne odloča. Bo videla, bo razmislila, študije mogoče za njo pretežko, boljše bo šla delati. Mogoče poiskati službo. Rada bi pa delala, majice bi tiskala, napise, to njej je všeč. Nima, ne ve, bo poiskala skrbi, iskala bo preko spleta službo, različna podjetja pobrskala. Gluhi se po podatkih Zavoda za zaposlovanje težje zaposlijo kot naglušni ali slišeči, glavni vzrok za to pa je komunikacijska ovira. Statistični podatki kažejo, da je zaposlovanje gluhih oseb v različnih obdobjih zelo različno. Leta 2009 se je od 25 gluhih prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje uspelo zaposliti 12. V letih 2011 in 2012 se je zaposlilo več gluhih, kot jih je bilo prijavljenih. Lani je bilo na zavodu prijavljenih 17 brezposelnih gluhih oseb, zaposlilo se jih je 14. In kateri so tisti poklici, ki jih gluhi in naglušni največkrat opravljajo?
Glede na strukturo imamo mi manj deklet kot fantov, zato je tudi programska shema nekako bolj za fante. Dekleta se odločajo za tekstilstvo, veliko jih je pa tudi v grafiki in računalništvu. Imam podatek, da je leta 2006 Zveza gluhih in naglušnih izvedla raziskavo med gluho populacijo v Sloveniji glede njihove izobrazbene strukture in nekako 1/3 gluhih ljudi konča samo osnovno šolo. Skoraj 60% jih konča poklicno izobraževanje, 10% srednje tehnično izobraževanje, to so naši dijaki, in samo 1% jih konča višje, visoko oziroma univerzitetno izobraževanje. Tako da teh je precej malo. Na našem zavodu so zaposleni 4 gluhi profesorji, učitelji. Vem pa, da so še med poklici magistri farmacije, vem za svetovalno delavko, socialno delavko, potem so zobotehniki, medijski inženirji, mikrobiologinja. Problem pri delodajalcih, prvi stik, že verjetno pri pisanju prošenj ali pa pri branju teh prošenj ali pa na razgovorih je komunikacija. Ta strah, kako bom jaz z gluho naglušno osebo komuniciral. Nekateri delodajalci imajo tak pogum, da vzamejo za poskusno obdobje, mesec ali pa 3 mesece, potem se pa izkaže, da je delavec zelo dragocen in ga obdržijo. In potem pa vidijo, da komunikacija ni tista prva skrb. Zato meni, da se tisti, ki so pripravljeni delati, nimajo česa bati, saj se bo zanje vedno našla služba. O razlikah med gluhimi in naglušnimi, ki se šolajo na zavodu ali v rednih šolah, pa meni sledeče. Primerjava. Odvisno od človeka, koliko si pripravljen delati, garati za nek uspeh. Na sejmu izobraževanja so se poleg srednjih šol predstavile tudi vse 4 javne slovenske univerze, na katerih bodo v februarju potekali informativni dnevi. Svoja vrata bodo odprli vsem zainteresiranim bodočim študentom. Kako dobro razumejo potrebe gluhih in naglušnih študentov, pa je že druga zgodba, o kateri bomo zagotovo še spregovorili.